Torej, zelo sem vesela zaključne konference, tako včerajšnjega kot tudi današnjega dne. In nekako tako z enim malim razmislekom, namreč razmišljam o tem, da dejansko moj prispevek ne bo tako teoretično obarvan, kot so bili, bi rekla, številni pred menoj, ampak nekako tako ga vidim bolj v smeri, ima bolj značaj tega povzemnega oziroma praktično izvedbenega vidika, ne, ki pa seveda rezultira seveda na številnih teoretičnih, zakonodajnih in strateških dokumentih, ki smo jih v delovni skupini, v kateri pripravljamo koncept vključevanja in dela z otroki priseljenci, obravnavali in temeljito preučili v preteklem skoraj leto in pol. Tako da sem nekako si tako zastavila, pa sem tudi jaz, podobno kot kolegica Barbara Baloh, obrnila vrstni red, ker običajno s tistim, kar želimo, nam zmeraj zmanjka časa, zato bi jaz začela z predstavitvijo predloga modela podpore, vključevanja in dela z otroki in učenci in dijaki priseljenci in seveda s predstavitvijo ključnih elementov in tudi konkretnih, bi rekla, faz, etap izvedbe v praksi. In vkolikor bo čas dopuščal, še mogoče ključni poudarki iz nekaterih vendarle temeljnih tako strateških dokumentov, kot tudi študij, odmevnejših študij in tudi teh mednarodnih raziskav. Torej, kot rečeno, v delovni skupini smo pripravili predlog izvedbenega modela podpore, vključevanja in dela z otroki priseljenci. Kot smo, bi rekla, tudi na tej zaključni konferenci ves čas spremljali in tudi razpravljali, lahko smo tudi, bi rekla, v naši delovni skupini res, bi rekla, imeli kar zahtevno delo, namreč v zadnjih 20 letih, mogoče 15 bolj celovito, se je na področju, bi rekla, izvajanja, neposrednega izvajanja prakse v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah zelo veliko dogajalo v različnih, bi rekla, v različnih oblikah. Zato tole, kar bom sedaj predstavljala, bi želela takoj na začetku izpostaviti, temelji, bi rekla, temelji skratka močen steber tega je program vključevanja in dela z otroki priseljenci, ki je nastal v tem projektu, o katerem je bilo govora včeraj v uvodnem delu, kjer je kolegica Mojca Jelen Madruša zelo podrobno je tudi predstavljala to njegovo, bi rekla, pot oziroma dosežke projekta, ki so tudi rezultirali nekaterim zakonodajnim vidikom, ki jih že naša praksa uresničuje. Pa vendarle, želela bi izpostaviti nekaj ključnih poudarkov, torej kaj želimo z namenom, torej namen in cilji tega izvedbenega modela podpore je spodbuditi in omogočiti torej razvoj aktivnega državljanstva, torej vsem, tako otrokom, učencem in dijakom, ki so vključeni v izobraževalni sistem v Sloveniji, kakor tudi sprejetost in potrditev ter nenazadnje participativnost v družbi, kjer se bo posameznik tudi počutil varnega in vrednega. Cilj vključevanja otrok priseljencev v vrtce, osnovne in srednje šole izhaja in temelji na dokumentu tako imenovane smernice iz leta 2012, seveda, in kot sem že omenila, ter razvojno-raziskovalne prakse, spoznanj prakse. In sicer tukaj izpostavljamo zagotavljanje enakih možnosti in seveda razvoj potencialov delavcev, strokovnih delavcev, staršev in lokalne skupnosti, zagotavljanje partnerstva otrok, staršev ter lokalne skupnosti, ter zagotavljanje tudi pogojev za razvoj inkluzivne družbe, v kateri seveda lahko vsak posameznik prispeva v skladu s svojimi zmožnostmi in tudi ceni prizadevanja. Tukaj bi takoj v uvodu želela poudariti, da v konceptu ne dodajamo nekega seznama novih didaktičnih načel, saj smo prepričani, da za uspešno vzgojno-izobraževalno delo v heterogenih tako skupinah kot razredih in oddelkih veljajo splošna didaktična načela, a ne. In smo pa seveda ohranili tista
načela, katera so bila že zapisana v smernicah in tudi v strategiji 2.7. Torej, kako bi lahko umestili oziroma utemeljili z enim takim, bi rekla, povzetnim pogledom ta izvedbeni model. V bistvu vidimo ga tako, da ta izvedbeni model seveda temelji na obstoječi zakonodaji in seveda dopušča izvedbene možnosti, ki pa naslavljajo avtonomijo posameznega vrtca in šole. In seveda tukaj bi res izpostavili in podčrtali ta fleksibilni vidik organizacije, izvedbe in tudi vključujočega pristopa, tako dela z otroki, učenci kot dijaki priseljenci. Tako. Zdaj, če pogledamo pri strategijah, torej same strategije tega modela zopet temeljijo na dveh ključnih virih, in sicer na tako imenovanem poročilu oziroma evalvaciji predloga za delo z otroki priseljenci, ki je nastal v pričujočem projektu, kakor tudi v smernicah 2012. In sicer to, mogoče tako, da jih na kratko povzamem, kaj je tisto, kar je ključno, in bomo potem v nadaljevanju tudi pogledali znotraj posameznega elementa. Torej, izpostavljamo timsko delo vseh strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja, v sodelovanju svetovalnih delavcev, zaposlenih tako v vrtcih in šolah. Potem drug vidik je razvoj modelov, namreč vključevanje otrok in priseljencev, kot sem že prej omenila, izpostavljamo to fleksibilnost, torej ne zapisujemo, bi rekla, tako imenovanih receptov, ampak dejansko poskušamo spodbujati posamezne vzgojno-izobraževalne zavode k, bi rekla, tudi razvoju lastnih modelov, predvsem takih, ki tudi vključujejo načrt in proces izvedbe, spremljanja ter tudi učinkov za doseganje potem te učne uspešnosti in seveda tudi psihološkega nekega blagostanja otrok. Zelo pomemben element je vključevanje staršev in lokalnega okolja. Potem sem že izpostavila stalno spremljanje učinkovitosti in ustreznosti modelov, tako na ravni posameznih vrtcev in šol, in seveda zagotavljanje stalne strokovne podpore. To pomeni vsem strokovnim delavcem na ravni vrtcev in šol. Se pravi, samo hitec, še zmeraj vidimo samo prvo drsnico. Pomišljeno ali? Ja, tako je mišljeno, ja. Ok, dobro, ker smo dobili vprašanje. In seveda zagotavljanje še profesionalnih mrežnih povezav. Torej, tu bi izpostavila, zdaj, če tako nekako povzamem, torej podpora pri vključevanju učencev, otrok, učencev in dijakov v novo učno okolje, torej mora biti tesno povezana s pozitivnim prepoznanjem jezikovne in kulturne raznolikosti otrok, njihovih družin in potreb. Velikokrat slišimo in verjetno tudi v našem, bi rekla, v tem modelu izpostavljen pojem inkluzivno učno okolje, torej kakšno je tako inkluzivno učno okolje, tudi to smo, bi rekla, vključili v opredelitev tega modela. Torej, to je tako okolje, ki ima za otroke in starše na nek način etos dobrodošlice, identificira vloge strokovnih delavcev in odgovornosti, ki omogočajo komunikacijo in spoznavanje otrokovega primarnega okolja in potreb, ter izvaja jasen in protokol tudi sprejemanja. No, pa si sedaj, seveda, to izvedbeni model je pa značilen, največja značilnost tega modela je, da imamo izpostavljanje ključne elemente, pa si jih bomo sedaj nekoliko podrobneje pogledali. Ti elementi so 4. Prvi je individualiziran pristop s pripravo individualnega načrta aktivnosti, s kratico INA. Potem drugi je ohranjanje izvornega jezika in začetni pouk slovenščine v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Tretji je vključujoče spodbudno okolje ter sodelovanje staršev in lokalno skupnostjo ter podporno profesionalno okolje. Tukaj bi izpostavila, da
Vemo, smo slišali tudi v preteklih predstavitvah, da seveda izkušnje pač prakse kažejo, da aktivnosti izvajanja, vključevanja in dela s priseljenimi otroci vezane zgolj na enega strokovnega delavca niso zadostne. In pogosto se tudi dogaja, da bi rekla, z odhodom tega delavca tudi nekako iz okolja potem tudi odidejo tako imenovane uspešne učne prakse. Potem v nadaljevanju seveda vemo, in tudi moja predhodnica je o tem tudi razpravljala, da številni avtorji ugotavljajo, da se tudi druge slovenske raziskave izkazuje, da strokovni delavci nimajo pogosto pozitivnih stališč ali pa dovolj znanj in veščin za delo s priseljenimi učenci. Mogoče tudi niso imeli dovolj možnosti na nek način priti do zadostnih informacij, ki bi jim tudi pomagale v tej smeri. In seveda, tako kot smo slišali, je tudi ta vidik poznavanja oziroma sploh razumevanja kulturnih navad, razlik in tako naprej. Torej, zato tukaj v tem delu izpostavljamo tudi vidik učnih težav, ki nastajajo zaradi večjezičnosti in kulturne različnosti. O teh govori že, bi rekla, večletni že koncept učne težave. Torej, tudi ta vidik smo tukaj vključili in seveda tudi vključili vidik oblike strokovnega izpopolnjevanja ter usposabljanja strokovnih delavcev, seveda, ki bi vsem strokovnim delavcem in bi rekla, delavcem šole zagotavljale znanja in veščine za delo v večjezičnih in medkulturnih skupinah in možnosti in seveda absolutno možnost tudi nadgradnje že obstoječih dobrih praks vključevanja. Tako, sedaj bi si pa pogledali prvi element, oziroma prvi element, tako imenovan INA, oziroma individualiziran pristop s pripravo INE. Sama INA je v slovenskem prostoru že kar nekaj časa prisotna, in sicer prisotna je nekako že od časa uvajanja smernic, to je 2012, s tem se nekako uvedla. Potem sama uporaba oziroma prakticiranje tega instrumenta je bilo, bi rekla, uvedeno oziroma so ga preizkušali že v različnih projektih. Tudi ta projekt bralne pismenosti, ki smo ga izvajali na Zavodu za šolstvo, je v bistvu na nek način preizkušal in prepoznaval ta močna področja in primanjkljaje in predvsem za izvajanje diferencirane učne podpore učencem iz manj spodbudnega učnega okolja, medtem ko v pričujočem projektu je pa dejansko razvoj INE bil, bi rekla, zelo poglobljen in tudi razširjen, predvsem z vidika učinkovitosti strategij, ki se uporabljajo in pomembno prispevajo k socialni vključenosti. Kaj bi torej rekli, da je INA? INA je na nek način, bi rekla, orodje in hkrati tudi nek spremljevalec. Torej, ima značaj procesne narave in hkrati tudi orodje, se pravi, od začetnega, bi rekla, uvodnega razgovora do ugotavljanja močnih področij in tako naprej. In seveda tudi v nadaljevanju do spremljanja učinkovitosti, vključevanja, načrtovanja, izvajanja različnih takih in drugačnih didaktičnih podpor. Tudi ne nazadnje pa to, kar smo slišali, informacija o znanju. Mogoče bi tukaj dodala še en vidik, namreč v zadnjih letih v slovenske vrtce in šole se močno razvija tudi paradigma formativnega spremljanja in INA kot orodje in tudi prvi element tega modela je gotovo, bi rekla, lahko dober predstavnik in tudi zagovornik in pospeševalec tudi tega formativnega spremljanja kot takega. V drug element v modelu je ohranjanje izvornega jezika in začetni pouk slovenščine v vrtcu, osnovni in srednji šoli. O samem pomenu, bi rekla, sam pomen oziroma vidik tega začetnega učenja, ki naslavlja ne zgolj
ki naslavlja vse strokovne delavce v vrtcu, osnovni in srednji šoli, je podrobneje govorila dr. Valohova na včerajšnji predstavitvi. Tako da jaz bi tukaj mogoče, in tudi bi rekla, ta vidik je vključen v ta element, jaz bi tukaj mogoče samo dodala še vidik ohranjanja izvornega jezika. Mogoče ta del nekoliko bil v preteklih praksah manj prisoten, vendar v slovenskem prostoru imamo, bi rekla, že vrsto let možnost, da lahko otroci seveda se odločijo za, bi rekla, tudi vključevanje v ohranjanje izvornega jezika in ohranjanje, maternih jezikov in kultur. Tako da mogoče je to res bil en vidik, ki je bil prejšnja leta nekoliko manj prisoten. In zdaj več o tem pa mogoče v debati, ker sem tudi slišala, da je kolegica Bronka danes z nami, pa bo mogoče tudi ona še kaj o tem povedala. Mogoče bi samo zaključila ta drug element s tem, da v bistvu vemo, vse tukaj so številne raziskave, da samo s prisotnostjo, se pravi otrok, učencev in dijakov pri, bi rekla, izvajanju začetnega učenja slovenščine, seveda ne moremo, bi rekla, v kratkem roku pričakovati, bi rekla, tudi primerljivega znanja z, bi rekla, večinsko populacijo, ki pač v tem smislu, in zato je tukaj zelo pomembna se pravi, ta občasna dodatna pomoč. No, o tem več pa mogoče v sami izvedbi. Večkrat je bilo tudi omenjeno, seveda, jezikovna skupina, s katere otrok prihaja. To je tudi eden zelo pomembnih vidikov, ki ga je potrebno upoštevati, predvsem kadar gre za otroke, za jezikovno skupino neslovanskih jezikov, kjer seveda je potrebno verjetno drugače tudi več neposredne pomoči. Tako, tretji element je vključujoče, spodbudno in večkulturno okolje ter sodelovanje staršev in lokalno skupnostjo. V prejšnjih praksah je ta element, konkretno imam v mislih smernice, je bil celo razdeljen, se pravi, sodelovanje starši je bila neka posebno področje, lokalna skupnost je bila ena zgodba in potem večkulturno tudi na nek način. Mi smo tukaj združili nekako v celoto, kajti menimo, da je dejansko gre za preplet, se pravi, vseh teh akterjev, ki so tukaj navedeni. V tem smislu, torej, izpostavili, tukaj bi kot ključno izpostavila predvsem celostnost pristopa, vzgojno-izobraževalnega pristopa, in seveda zelo atakiramo in izpostavljamo vlogo in pomen staršev v smislu teh, kako bi rekla, najpomembnejših vzgojiteljev svojih otrok, hkrati pa lahko tudi na nek način vir mnogih izkušenj, ki so seveda zelo dobrodošle tako pri oblikovanju in tudi, bi rekla, vseh nadaljnjega dela, in nenazadnje tudi pomagajo pri ohranjanju maternega jezika in razvoju kulturne identitete, Tako. Zadnji element, s katerim je pa podporno profesionalno okolje. Namreč v zadnjih letih seveda se na področju vzgoje in izobraževanja uveljavil tudi tako imenovani celostni pristop k spodbujanju profesionalnega razvoja, in sicer ta se osredotoča na vse vidike vrtca, šole, torej ne samo tisto, kar je neposredno vezano na izobraževalne programe oziroma kurikularne dokumente, in zato se nam je zdelo zelo, bi rekla, umestno, da je tudi v tem naboru teh ključnih enotnih elementov tega modela, ki ga predstavljamo oblikujemo v tem konceptu. In sicer tukaj podporno seveda tukaj je mišljeno, bi rekla, tudi neposredno podporno v smislu tudi lokalnega okolja, skratka tam, kjer vrtec in šola, bi rekla, biva, živi in
in bi rekla, ta celovitost, torej, da niso, kot sem že prej omenila, posamezni strokovni delavci, ki imajo na neko notranjo, bi rekla, potencial dela na ta način osameli, temveč da dejansko resnično okolje, bi rekla, preveva ta, bi rekla, ta ideja, ta vrednota, kajti samo na ta način lahko potem tudi na nek način tudi daljnoročno se modeli, ki jih pač posamezni vrtec in šola razvijajo, tudi živijo. Tako. Zdaj si pa lahko pogledamo še te načrtovane sklope in faze podpore. Tukaj vidimo 5 tako imenovanih sklopov ali faz, ki so identični po vertikali, se pravi po vertikali vseh vzgojno-izobraževalnih sistemov, torej sprejem in dobrodošlica, torej pogovor, potem je individualni načrt aktivnosti, potem je tukaj začetno učenje slovenščine in celostno vključevanje v novo okolje, ter seveda vključevanje v aktivnosti vzgojno-izobraževalnega in lokalnega okolja. Podrobneje bomo ta del, ki velja za predšolsko, pogledali v delavnici, ki je v nadaljevanju. Jaz bi mogoče samo izpostavila to, seveda, te prilagoditve za osnovno šolo. Gotovo so konkretno za osnovno šolo določene prilagoditve posameznega sklopa, ampak vendar, če pogledamo tako, bi rekla, celostno, lahko vidimo, da se vsi ti sklopi dajo, bi rekla, realizirati tudi v sistemu osnovnega šolskega izobraževanja. Torej ta dan dobrodošlice, spoznavanje z novim okoljem, torej ta uvodni razgovor, seveda tukaj gotovo je drugače v osnovni šoli, kajti če se učenec recimo popiše ne v prvi razred, ampak mogoče na kateri drugi razred, nas zanima tudi te dosedanje šolanje, skratka načini učenja, aktivnosti, ki je bil uspešen in tako naprej. Potem faza individualnega načrta aktivnosti INA. Absolutno je INA, tako kot smo videli, tudi tukaj zelo elementarno in podporno orodje, ki spremlja učenca od začetka, bi rekla, in tudi, bi rekla, nekje v nadaljevanju, torej, da tudi sledi njegovim in drugim dosežkom in seveda je zelo dragocena namreč z vidika tudi podpore strokovnim delavcem pri načrtovanju in tudi spremljanju in seveda posodabljanju različnih didaktičnih prilagoditev, torej načinov, da dejansko tudi ugotavljajo, ali tisto, kar menijo, da je za določenega učenca, kar so ugotovili, da bi mu lahko nekako v tej, recimo v začetni fazi bilo v podporo, ali to pri njem deluje, ima rezultate in tako naprej. No, pri začetnem učenju slovenščine in celostno vključevanje v novo okolje, tukaj seveda intenzivno to začetno učenje slovenščine poteka, to smo tudi že slišali, da imamo, bi rekla, podporo v pravilniku. Mogoče bi na tem mestu omenila, da z lanskim šolskim letom imamo na voljo tudi učne načrte za začetno učenje slovenščine v osnovni šoli in seveda v srednji šoli in predvidevamo, da z jesenjo tudi dobimo program začetnega učenja slovenščine v vrtcih. Tako da dejansko smo tukaj res naredili en zelo velik korak naprej, da resnično imamo pokrito, bi rekla, s temi programi celotno vertikalo. Pri vključevanju aktivnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda v lokalno okolje, seveda tukaj so tako znane te podporne mreže, dejavnosti, bi rekla, tako v šoli kot izven, skratka vse nekako v tej smeri. Da ne bom malo gledal na uro. Jaz se opravičujem, ker vam skačemo besedo, ampak imamo samo še 3 minute in zdaj pa ne smem krasti odmora. Ok, v redu. To je to, tako, jaz bom pohitela, ja. Tukaj imamo potem primer za srednjo šolo. Jaz bom pa zdaj samo zaključila še, zaključila bom s temle.
Torej, in sicer tukaj predstavljala sem model, ki seveda v okviru Sveta Evrope so bili, bi rekla, je bilo analiziranih 10 izobraževalnih sistemov in znotraj tudi modelov, a ne. In v teh modelih, a ne, so bile izpostavljene podpora jeziku, učna podpora in potem tudi, bi rekla, medkulturno vzgojno izobraževanje. Tako da iz vseh teh modelov, če bi bilo več časa, bi jih malo bolj predstavila, ampak to, kar imamo pripravljeno oziroma kar predlagamo v konceptu, se nekako najbolj naslanja na tako imenovani integracijski model, ki je sicer tudi zelo značilen recimo za irsko državo. Mogoče bi želela samo še eno tabelico pokazati, potem pa zaključim, lahko pa že vmes tudi vprašanja. Ja, jaz bi mogoče sam ta čas, ko iščete tabelico, prebrala, v bistvu gospa Mojca je v chat napisala, sicer še pri doktorici Mateji Sedmak, samo mečkam, ker zdaj se mi je pa nekaj prekrilo. Evo, hvala za vaše razmislike in izzive, imamo pa dvojnost, na eni strani govorimo, kaj vse naj bi učitelji vključevali v pouk. Mislim, da se ta del v bistvu tudi lepo nanaša na vaše izvajanje. Poznavanje in vključevanje vseh novih kompetenc pa vendarle zahteva veliko znanja in širine, ki si ga človek oblikuje na dolgi rok. Kako torej delovati? To je vprašanje gospe Mojce, ampak za doktorico Matejo, ampak mislim, da je tudi nekako se nanaša na vaš del. Lepo prosim, če morda lahko kaj dodate. Ja, na daljši rok je to delo na sebi, bom tako rekla, ne. Namreč izkušnje so pa različne. Sama osebno sem vodila, bi rekla, tovrstne tematske seminarje in moram reči, da je bilo pred nekaj leti zelo težko nabrati zadostno število udeležencev, čeprav so naše analize zmeraj izpostavljale primanjkljaj na tem področju. Tako da verjetno so to teme, ki niso kar tako, bi rekla, lahkotne, ki se seveda dotikajo, bi rekla, tistega najbolj osebnega, kjer pa smo zelo lahko tudi ranljivi. In torej na daljši rok absolutno. Je pa, bi rekla, z razliko od prejšnjih let pa imamo, bi rekla, ogromno gradiva, ogromno, tukaj bi izpostavila ROP, to je gradivo, ki je nastalo ravno za neposredno uporabo razvijanja medkulturnih in večjezičnih kompetenc, sicer za področje osnovnošolskega izobraževanja. Mogoče je to ena pot, a ne, da takrat, kadar se učitelj oziroma strokovni delavec zavestno odloči, da bo neko temo k neki temi tudi dodal ta vidik medkulturnosti, v bistvu se mora na to tudi, bi rekla, kar dosti pripraviti, ne, in je to v bistvu neke vrste ta dvojnost lahko. Tudi zanj pomeni to lahko en strokovni in profesionalni izziv in mogoče na tisti poti potem ugotavlja, kje je še, bi rekla, mogoče šibek, kje pa meni, da bi mogoče še malo razrahljal kakšnega od svojih, bi rekla, tudi stereotipov, za katere se ne zavedamo, dokler nismo mogoče v sami situaciji izpostavljeni. Najlepša hvala. Jaz se opravičujem, ampak tokrat moram res držati odmora. Sicer za vas je eno vprašanje, da pozdravljeni, hvala za predavanje, mi je pa žal, da nam bo zmanjkalo časa, da podrobneje pogledamo zadevo, in sicer vprašanje, ali bodo drsnice kje na voljo za ogled? Ja, predvidevam, da ja, da znotraj te konference, mislim, da ja. Aha.